V Sloveniji se imamo skoraj vsi za srednji razred, hkrati pa smo prepričani, da ga več ni oziroma da izginja. Vendar kaj to sploh pomeni in kdo sploh je v srednjem razredu? Najenostavneje rečeno so srednji razred tisti, ki niso ne bogati, ne revni, po nekaterih definicijah pa je ključna značilnost srednjega razreda poleg izobrazbe in uglednega poklica tudi materialna, socialna varnost. Jo v Sloveniji srednji razred še ima, ali je to bolj povezano s premoženjem, podedovanim ali kako drugače pridobljenim? V Sloveniji je tudi bolj važno, kaj si podedoval. Če imaš ti lastniško stanovanje, ki si izdobil od staršev in ti ni treba za to plačevati najemnine ali pa plačevati kredita, je tvoj razpoložljiv dohodek enormno visok. Ne malokrat slišim to, ko se recimo ljudje primerjajo in rečejo, pa dobro, res ne razumem, imam sodelavko, ki ima enako plačo kot jaz, ampak oni si vse živo privoščijo. Ampak jaz vedno polo rečem, ja, ampak a ste vi preverili, kako si oni to privoščijo? In to je zelo, zelo nevarno. Zaradi pritiska družbe, lažnih podob na družbenih omrežjih imamo pogosto napačno predstavo o tem, kako bi morali kot srednji razred živeti. Tudi zaradi tega se vse pogosteje dogaja, da prav srednji razred s svojimi dohodki ne zna dobro ravnati in je najlažja tarča za prevare. Inšpektor 24 ur. Potem pa v športu Nekdo, ki si pač lahko privošči neko normalno, relativno udobno življenje. To so, rečemo, višješolska izobrazba, visokošolsko izobražen kader in poklici s tem v zvezi. Da si nekako lahko privoščiš tiste več osnovne stvari. Srednji razred se mi zdi, da je večina, pa so pa tisti, ki so res bogati, pa tisti, ki res nimajo nič. Srednji razred je najenostavneje opredeliti po dohodku. To so vsi tisti, ki niso v 20% najslabše in 20% najbolje plačanih. Tisti, ampak to je zelo poenostavljeno, ki imajo nekje plačo bruto, zdaj govorimo o bruto znesku, med 1500 pa 4400, 4500. Sociološko je že bolj zapleteno. Ali je posameznik pripadnik srednjega razreda, je odvisno med drugim od tega, kakšno izobrazbo ima, kakšno delo upravlja, kakšen je njegov vpliv, ugled in moč v družbi, pa tudi s kom se druži in kam zahaja. Tudi če je srednji razred kulturno definiran, mora še vedno preživeti, se pravi, mora dostopati do nekih dohodkov, se pravi, tudi abonmaji v gledališču niso brezplačni. In ne nazadnje, ali ima materialno, socialno varnost, ali ima prosti čas, pa tudi ali posameznik sam sebe vidi kot člana srednjega razreda in ali mu to priznavajo tudi drugi. Finančna svetovalka Ana Vezovišek je pripadnica višjega razreda in svetuje večinoma ljudem srednjega razreda. Mi svetovalci, ki sodimo nekje v višji razred, kar je nekako razumljivo in pričakovano, če tako rečem, pa marsikdaj, ali bom rekla po večini, ne živimo standarda, ki ga živijo oni. Porabijo 250 evrov na mesec za frizerja, otrokom vsak mesec kupujejo nove stvari za več 100 evrov. Redno kupujejo nove telefone, predrage avtomobile, kozmetiko. Stroški, ki si jih sama ne privošči, pa ima bistveno višje prihodke. Ni nič narobe s tem, če ne živiš takega standarda. Si po sebi bolj miren. Se pravi, da nimaš te skrbi in si je ne želiš imeti, kako bom spet naslednji mesec potem preživel. Seveda ne živijo vsi pripadniki srednjega razreda tako. Ena od značilnosti nekaterih kulturnih skupin srednjega razreda je celo prezir do vulgarnega potrošništva. Nekateri pa prav statusnimi simboli in življenjskim slogom navzven dokazujejo, da so srednji sloj. Kako definirajo srednji razred oziroma katero definicijo uporabljajo, smo vprašali tudi finančno ministrstvo. Po definiciji Mednarodne organizacije dela so srednji razred tisti, ki prejemajo dohodke v višini od 80 do 200% mediane plač. Preračunano na slovenske podatke in mediano za leto 2021 so torej srednji razred tisti, ki imajo plačo nekje med 1132 in 2830 evri na mesec, so nam pojasnili na ministrstvu. Srednji razred se tako začne tik nad minimalno plačo, ki je bila leta 2021 1024 evrov na mesec.
To pa je zelo blizu praga tveganja revščine, ki je bil leta 2021 771 evrov za enočlansko gospodinjstvo in 1619 evrov za štiričlansko družino. Dejansko so tako ljudje, ki so na spodnjem robu srednjega razreda, le korak od revščine, razen če seveda nimajo drugega premoženja. Predstojnik katedre za sociologijo na Filozofski fakulteti, dr. Primož Kraševec, pa pravi, da je srednji razred splošna oznaka za več družbenih skupin, ki se definirajo preko kulture, potrošnje, navad, okusa. Srednjega razreda ne najdemo v realnosti, ni tako, da bi pokazal s prstom, to je srednji razred. Najdemo specifične, konkretne kulturne skupine in srednji razred bi bil recimo splošen naziv za vse te skupine. To so med drugim kulturni in socialni delavci, zdravniki in učitelji, novinarji in javni intelektualci, uslužbenci nevladnih organizacij, duhovniki in cerkveno osebje, akademiki. In takšne skupine lahko združujejo ljudi z zelo različnim dohodkom, ki pa jih povezujejo druge stvari, interesi, politična usmeritev, angažiranost v družbi, življenjski slog. Recimo od stila oblačenja, uporabe predmetov v vsakdanjem življenju, od tega recimo, katero avto izberemo, ali pa da mogoče razkazujemo svojo ekološko ozaveščenost s tem, da sploh ne izberemo avta, pa se vozimo s kolesom, do oblačenja, mode, prehranskih izbir. Gremo na obisk našemu kolegu Janezu Useniku, ki zase pravi, da je tipičen srednji razred. Ej, kje si, Katanej? Živijo, kako si? Gre. Janez Usenik je novinar, kulturni ustvarjalec, pisec, amaterski igralec, komik. Povabil nas je na kavo in nam jo tudi skuhal. Če bi bil višji razred, bi mogel pozvoniti, da je prinese, ker se ne spodobi, da bi sam kuhal. Tik pred najinim pogovorom je, kot pravi novinar, še enkrat pobrskal po knjigah in presenečen ugotovil, da ni srednji razred, pač pa višji delavski razred. Zato, ker mi dva oba, kako dva v službo, nama je čist fajn, pusva koliko imava denarja, to je privatno, ampak nimava zares vpliva na to, kaj odločajo glavni šefi v službi. V sodobni predstavi ljudi pa je tipičen srednji razred. Sem povprečen Slovenc z nekimi vrednotami, ki jih imamo za vrednote srednjega razreda. In kako živi en povprečen pripadnik srednjega razreda? Hodi v službo. Veliko, malo je doma, hodi v službo, ima neke hobije. Malo več kulture, je nekaj malega izobražen. Ima prosti čas, ki ga lahko aktivno preživlja in je, kar je zelo pomembno, lastnik stanovanja, v katerem živi. In tudi v tem delu je njegova zgodba precej tipična za slovenski srednji razred. Zakaj? Zato, ker vsi poskušamo preveč. Dušan Jovanović je enkrat napisal v eni knjigi. Je rekel, da problem srednjega razreda danes je, da imamo že možnost priti do enakega bogatstva, kot je bil čas rezerviran za plemiče, pa ugotovimo, da tega bogatstva ne moramo vzdrževati. In to recimo tipično za me zgodilo, res, da sem hišo gradil za družino, družina je razpadla in potem nisem mogel vzdrževati te hiše in plačevati kreditov, seveda. To se v Sloveniji zelo pogosto dogaja in s tem ni nič narobe, kljub temu pa večina to poskuša skriti. Mogoče je to razlog, zakaj vsi mislimo, da smo srednji razred. Zato, ker nam je težko reči, da smo v resnici delavski razred, da smo nižji razred, pa smo v vseh definicijah. Sem jaz bolj delavski razred, kot srednji. Malce pa za srednji razred, zato ker hočem biti nekaj več. In na počitnice hodi na svoj vikend v Portorožu, ki ga je podedoval. V Sloveniji je tudi bolj važno, kaj si podedoval. Če imaš ti lastniško stanovanje, ki si dobil od staršev in ti ni treba za to plačevati najemnine ali pa plačevati kredita, je tvoj razpoložljiv dohodek enormno visok. Psihologije ni tako pomembna ekonomska definicija razredov, ampak to, kako si ljudje predstavljamo srednji razred, pravi psiholog Žan Lep. Marljivi, pridni, delavni ljudje, ki predstavljajo neko trdo jedro vsake družbe, torej tak, recimo, ljudski človek, ki živi lagodno, seveda ne razkošno, vendar lagodno, ne sooča se z nekimi težavami, uživa na dopustu, ne dela nekih težaških del. Tipičen predstavnik dela v pisarni, na toplem, njegovo delo ni zahtevno, posledično gre za zanimive, izobražene ljudi, ki imajo prosti čas, dodaja Lep. Srednji razred definira tudi družbeno mobilnost, materialna in socialna varnost, izobrazba. Veliko teh kriterijev, ne pa čisto vsi, so v veliki korelaciji z dohodkom, zato največkrat za opredeljevanje srednjega razreda uporabljamo
dohodke, pojasni profesor ekonomije dr. Marko Jaklič. Je pa dejstvo, ne, da nekdo, ki ima relativno visoko plačo, pa je zelo zadolžen, zato ker si rešuje stanovanjski problem, se veliko bolj revnega počuti kot nekdo, ki ima nizko plačo, pa je z dediščino ali kakorkoli drugače si rešil stanovanjski problem. Če ti imaš nepremičnino, ne, imaš neko varnost. Ja. Če gledamo zgolj ekonomski status, je recimo lastništvo nepremičnine v Ljubljani kot neka razredna subvencija, se pravi, imamo lahko nižje dohodke, ampak smo vseeno bolj brezskrbni. Danes je izredno težko zgolj z nekim Gledamo zgolj ekonomski status, je recimo lastništvo nepremičnine v Ljubljani kot neka razredna subvencija, se pravi, imamo lahko nižje dohodke, ampak smo vseeno bolj brezskrbni. Danes je izredno težko zgolj z nekim srednjim dohodkom priti do nepremičnine. Glavni problem je v tem, da so nepremičnine absolutno prevrednotene. In da naš standard, ki ga živimo v Sloveniji, absolutno ne dosega tega. In dejstvo je, da dokler tukaj politika ne bo posegla v ta segment, ampak res zarezala močno, bo pač stanje kakršno je. Dobar dan, pozdravljeni, jaz sem Želja. Jaz sem Inge. Inge Ivartnik je učiteljica že 29 let. Za ta poklic in s tem tudi za pedagoško fakulteto se je odločila, ker ima zelo rada otroke, pa tudi zaradi varnosti zaposlitve. Šla v bistvu na pedagoško prav zaradi tega, ne? Se pravi, nek poklic, ki bo varen, ki bo od tega neko dostojno življenje. No? Poklic učiteljice in učitelja je namreč tipični poklic srednjega razreda in pred 30 leti je tudi omogočal dostojno življenje. Z možem, ki je bil sprva učitelj, kasneje pa je delal v zasebnem podjetju, sta si lahko kljub temu, da nihče ni bil iz premožne družine, začela graditi hišo. Sva pa rekla, kaj pa če bi mi dva najprej parcelo kupila, pa bomo pa kredit odplačali, pa bomo zidali, kakor bomo uspeli. Takrat sem celo mislila, da bo dalj časa trajalo. To nam je bilo dosegljivo. No? Eno plačo sta namenila za kredit, od druge plače pa so živeli. Ko zdaj gleda mlade sodelavce, vidi, da to ni več dosegljivo. Je glik, da je en čist na nov prišel, in rekel, ja, nekaj časa sva bila s punco v najemu, zdaj sva pa ugotovila, da je to malo drago, zdaj si bova pa pri starših gor delala. Nimajo perspektive, res ne, in meni je to prav grozno, ker to so ljudje visoko izobraženi, ne. Začetniki, začetnice dobijo okoli 1200 evrov mesečno in zato tudi odhajajo iz poklica oziroma se zanj ne odločajo več. Marsikdo se sprašuje, a bi rajšel mogoče kam drugam delati, za 8 ur, pa gre pol domov, pa nima nobenih skrbi, pa nobenega za vratom, Hkrati pa je učiteljski poklic plemenit in je včasih pomenil tudi določeno stopnjo spoštovanja, ugleda in odgovornosti. Vsaka beseda, ki jo rečemo, je zelo pomembna, zato ker vsaka beseda vpliva na otroke, ki jih učimo. Razlike znotraj srednjega razreda so zelo velike. Del tega srednjega razreda se mečno spogleduje s tem najbogatejšim, veliko večji del srednjega se pa z revnejšim. In ta prehod je tisti, ki je kritičen. Da ljudje zelo hitro zdrsnejo iz srednjega v nižji razred, v revščino, dnevno opažajo v Zvezi prijateljev mladine Moste Polje. To gre za funkcionalno dobro, nekoč dobro stoječe ljudi, to gre za ljudi s poklicem, nihče ni brezposeln. To so ljudje, ki so recimo nekoč nekaj veljali, 60% imamo prosilcev za pomoč, ljudi, ki so bili čvrst srednji razred. Dohodkovna neenakost, torej razlike med plačami, so sicer statistično v Sloveniji med najmanjšimi. Kljub temu ljudje menijo, da srednji razred izginja. Ni več srednjega razreda, ker so ta visoki, pa ta nizki. Srednji razred je že skoraj izumrl. Ampak je sorazmerno majhen, ne? Pa to res drži? Če bi gledali statistiko, bi lahko rekli, da ne. Zdaj, če bi pa, kar je pa verjetno bolj pomembno, občutki ljudi grejo po to smer. Veste, občutek je pravilen, ker dejansko izginja. Jaz ne vem, pravzaprav, kaj vse statistika obravnava. Ampak, gledajte, mi merimo razpoložljivi prihodek. V srednji razred sodijo tisti starši, ki lahko z mesečnimi dohodki normalno preživijo mesec, torej plačajo vse položnice in ki lahko
lahko ob tem otrokom zagotovijo tudi udeležbo na plačljivih šolskih in drugih dodatnih dejavnostih, ki lahko z otroki gredo skupaj na kulturne dogodke in vsaj enkrat na leto skupaj na počitnice, ter ob tem uresničijo še kakšno skromno željo. Tudi socialno smo med najbolj enakopravnimi družbami v svetovnem merilu, vendar realne izkušnje Anite Ogulin kažejo, da se v praksi te razlike povečujejo. Poznamo pa tudi premoženjsko razslojenost, ki je uradno v Sloveniji tudi ni prav veliko, vendar pa se pri tem pojavi problem, kaj je sploh vse zajeto in kaj sploh ljudje prijavijo kot uradno premoženje. Imamo, ne vem, Slovenci na Hrvaškem ogromno nepremičnin, zdaj so te pravilno zajete v teh registrih in seveda tudi po drugih državah. Tako da včasih težko neko res pravo zadevo, neko primerljivost doseči, ampak nekje kaže, da Slovenci nismo razslojeni. Problem je, ker marsikaj v uradnem premoženju ni zajeto oziroma je skrito v statistiki. Se pravi, neki zaslužki na sivem, na črnem trgu, v mednarodnih špekulacijah. Zelo pogosto so tu ljudje, ki na prihodkovni strani, se pravi, da njihove plače niso ravno visoki, imajo pa ogromno premoženja in tega občutka je v Sloveniji kar veliko. In to se vidi, ljudje to opazimo, kar povzroča nezaupanje v državni sistem in škodi ustroju družbe. Zato profesor Jaklič meni, da moramo v Sloveniji kar nekaj narediti na področju obdavčenja premoženja. Tista sumničavost ljudi, ne, da v tej družbi mnogi živijo na veliki nogi, izkoriščajo, rečemo, nek socialni sistem, ne plačujejo davko in podobno, to je koliko je to utemeljeno, je druga stvar, ampak je kar zelo slabo. Tudi analiza dohodnine, ki jo opravi finančna uprava, ne zajema ljudi, ki niso zaposleni, pač pa živijo naprimer od oddajanja nepremičnin, od kriptovalut, od finančnih naložb, torej od kapitala, bogatstva, premoženja. Družina, kjer imata dva povprečno slovensko plačo skupaj z malico, prevozom, regresom, kakšno nagrado med letom, pride na približno 3000 evrov razpoložljivega denarja na mesec. To ni malo denarja, pravi Ana Vezovišek. Je pa res, da se v praksi pa opaža, kako s takšno količino denarja, pa ne znamo optimalno ravnati. To se kaže na več načinov. Namesto, da bi vzeli nek avto v vrednosti 10 000 evrov, ga bomo vzeli v vrednosti 30 000 evrov. Namesto, da bomo šli, na počitnice, dvakrat na leto, pa morda nekje v bližini ali kakorkoli bomo šli, morda, si želeli sicer dvakrat na leto, ampak v neke eksotične destinacije. Na kar pa se zapletejo v spiralo zadolževanja in jih lahko že en nepredviden dogodek, bolezen, izguba službe, finančno močno ogrozi. Nemalokrat slišim to, ko se recimo ljudje primerjajo in rečejo, pa dobro, res ne razumem, imam sodelavko, ki ima enako plačo kot jaz, ampak oni si vse živo privoščijo. Ampak jaz vedno rečem, ampak a ste vi preverili, kako si oni to privoščijo? In to je zelo, zelo nevarno. Ker si želijo tudi sami pokazati, da si lahko privoščijo. So prav pripadniki srednjega razreda zelo dovzetni za prevare, ki obljubljajo hitre zaslužke, opozarja Žan Lep. Ampak tudi, če dobijo boljšo službo, povišico, dodaten denar se lahko zalomi, saj se nam zgodi inflacija življenjskega sloga. Zvišajo tudi potrebe, ne? Živiš bolj lagodno, kupuješ dražje stvari, manj pozorenci pri nakupih, kar lahko vodi do v bistvu enake finančne nestabilnosti kot pri tistih, ki zaslužijo precej manj. Podobe vplivnežev so pogosto zlagani, lažni, stvari, s katerimi se hvalijo, so sposojeni, celo cela stanovanja, potovanja sponzorirana, draga kozmetika podarjena. Mogoče v to lažbo ljudem, tisti, ki vidimo, kaj se v resnici dogaja, smo samo tisti, ki vidimo potem te finančne slike. In lahko zagotovim, te niso najpogosteje tako lepe, kot so slike, ki jih gledamo. Srednji razred je izjemno pomemben segment sodobne potrošniške družbe, ravno zato, ker največ troši. Najbogatejši, to se tudi pri nas vidi, varčuje, običajno pri nas največ varčuje tistih 20-30% zgornjih, revni nimajo kaj trošiti. Na koncu koncev pa je to, kdo sodi kam, odvisno od tega, koga mi kot družba priznavamo najprej kot elito in potem navzdol. Včasih je veljalo, da so bili visoko izobraženi ljudje pri nas priznani kot neka elita,
Danes pa nobenemu več ne priznavamo tega. Sploh ne bogatim, elite pri nas ne ustvarjajo s tem, da kupuješ draga stanovanja. To je čisto hohštaplerstvo, ki ga smo Slovenci posmehujejo. So fovš, ampak spoštujejo, da pa ne. In jaz ne vem, če se nekaj ne bo naredil, kaj bomo imeli samo ekstremno bogate, ki bojo samo za sebe skrbeli, pa ekstremno revne. In ne vem, kakšno družbo hočemo. Uradno smo zelo enakopravna družba, vendar statistika ne zajema premoženja, na podlagi katerega se ustvarjajo velike razlike, zlasti ko gre za nepremičnine. V tistih nepremičninah, ki jih premožni kopičijo za investicije, govorimo že od leta 2006, vendar se pri nobeni vladi na tem področju ne zgodi nič. Če pa si želimo čvrst srednji razred, bodo ukrepi prav na področju premoženja pač nujni.